Moje ime je Tina Kolenik, sem vizualna umetnica, kostumografka in profesorica na AGRFT. Z umetnostjo sem se začela ukvarjati že v ranem otroštvu. Moja mama je bila v 70-ih letih modna oblikovalka, pa je imela prvi modni butik v Celju. Moj oče je bil pa oblikovalec nakita v Zlatarni Celje. To je bilo pa tedaj zelo dobro stoječe podjetje v bivši Jugoslaviji, tako da sem bila dejansko obkrožena z umetnostjo tako rekoč od otroštva. Doma sem raščala tako ob kupu knjig, blaga, šivalnih strojev, potem so se našli kakšni razni materiali za izdelovanje nakita. In vem, da me je želja po ustvarjanju pa po risanju že odlikovala v zgodnjem otroštvu. Med poletnimi počitnicami v osnovni šoli sem v svoje zvezke risala obleke, potem sem šivala oblačila za živali in pogosto pa tudi obiskovala gledališče in pa tudi filmske dvorane. Vem, da me je kot osnovnošolko izjemno navdušil film Miloša Formana Amadeus, v katerem so bili prisotni rokokojsko razkošni kostumi in ta film sem se šla v kinodvorano ogledati kar 9-krat. Potem se pa tudi spomnim, da sem pa oboževala kostume v celjskem gledališču, kostumografke Alenke Bartl, ki so bile pa narejene seveda za Moliérove predstave, pa v baročnem slogu. Potem nekako v srednji šoli sem se pa navdušila nad likovno umetnostjo, to pa zlasti zaradi predavateljice Milene Režun, ki je poučevala umetnostno zgodovino, in pa profesorja za risanje Karla Plemenitaša. Ona dva sta v meni tako ustvarila tak nek ogenj, pa neko željo, da bi tudi sama odkrivala umetnost, da bi tudi sama dobro ustvarjala. Skratka sta bila ona na nek način nek derivat, ker sta podirala tudi nekako meje v meni. Sem pa spoznala Samiro Kentrić. Z njo sva res najboljše prijateljice, slišiva se na dnevni bazi, tako da potem tudi projekte seveda skupaj konceptualno zasnujeva, vsaka pri sebi razmisli, v katero temo bi šli, potem nekako skupaj koncipirava, spet morda vsaka pri sebi še nadalje raziskuje, se dobivava recimo na sestankih, pripraviva kakšne osnovne kolaže, osnutke, moodboarde in potem že sledijo recimo različni photoshooti ali priprave na performance ali pa sodelovanje k projektu povabiva tudi recimo različne ustvarjalce ali fotografe, včasih tudi koga, ki sodeluje v najinem projektu kot izvajalec, potem pa vse skupaj pripeljeva do končne realizacije. Tako da na neki tej klasični, bom rekla tudi dnevni bazi poteka ustvarjanje. No, ne vem, če je to klasično, ampak ja, ustvarjanje poteka res intenzivno. Klips, ki sva ga ustanovili leta 1999. To pa zato, ker se je profesor fotografije Dabac nekako navdušil nad najinimi izdelki. Njegova naloga je pa bila ta, da je rekel, da naj za nalogo posnamemo akt. In sem prosila Samiro, če me lahko fotografira. Golo, seveda. In profesor je bil nad temi akti zelo navdušen in je rekel, pa dajta vidva še nekako razvijati to idejo. In vidve mladi in vedoželjni in nekako željni nekih novih izkušenj sva kar trkale na vrata galerije, pa so šle prvi škuc. Tam ni bilo nobenega. Potem smo šli v mestno galerijo. Tam so nam bila vrata zaprta in sva potrkali v galerijo v Kapelicah kustosu Juriju Krpanu. No, in ta nama je velikodušno ponudil oziroma odprl svoja vrata, s tem, da sva projekt imenovan Zajtrk na travi, to je bil prvi inaugurativni projekt, razvijali ideje nekako 1 leto. Zdaj, ideja projekta je bila pa v tem, da sva vtikali različne predmete potrošniške kulture v vagino in na ta način poslali vse, kar nas je ogrožalo in naj je ogrožalo, v PM. In posnele fotografije, pri čemer sem bila jaz v ospredju, Samira Kentrić takrat v ozadju, ki je vse to nekako zabeležila še z analognim fotoaparatom in potem so nastale take majhne žepne fotografije v formatu, mislim, 12x7 cm. Potem sva te fotografije naselili v galerijo Kapelica, po
umetni travi, v to umetno travo nasedili umetne dilde in uprizorili performance Vas iz Kunsta. Ne. To pa je v bistvu bil performance, ki so ga Irvini uprizorili nekako v 80-ih letih in se nekako referirali na neko etablirano umetnost kot neki mladi avtorici, ki smo šele začeli pač takrat svojo ustvarjalno pot. Ne. Ta dogodek, ta razstava je bila nekako izjemno, bom rekla, razvpita. Pisali so se o tem dogodku številni mediji, recimo od Mladine, Dela, Dnevnika, Radia Študent, potem so bili tudi prispevki na Studio City, ne, tako da za ta prvi projekt se nam je zdelo to kar wow, res nekako ekskluzivno in impulzivno, a ne. To je bil na nek način nek projekt osvoboditve, ker smo se osvobodili sami, v bistvu strahu pred goloto, pa tega občutka pred goloto, in na ta način smo osvobajali, se nam je vsaj takrat zdelo, tudi druge, zlasti s temi temami, ki smo jih upeljali v to vsebino. No, najin žanr, s katerim smo pa takrat operirali, oblikovali, je bil pa v bistvu soft porno kič, a ne. To je bil pa nek žanr, ki nekako ugaja, a ne, in ruši neka konvencionalna estetska merila, teh pa nekako nismo bili vajeni na faksu. Na faksu smo se učili v neki taki modernistični umetnosti, nekako do tja smo prišli, a ne. Nama se je pa zdel ta kič, da ponuja v bistvu neko vedrejšo obliko razvedrila, a ne, in nekako ni omejen z nekimi konvencijami in takimi strogimi formami, zato smo se odločili za to obliko. Zakaj pa eklips? To pa zato, ker jaz sem bila na začetku pred objektivom, Samira pa nekako za objektivom. Potem kasneje so se potem ta razmerja tudi nekako spremenile, skratka, da je bila kdaj Samira v ospredju, pa nekako tudi jaz v ozadju. Konceptualno izhodišče oziroma ideje so bile pa nekako delo obeh, ne. No, in s to prvo razstavo, Zajtrk na travi, smo nekako privabili res številno občinstvo, tudi mediji so zelo pisali v najinih projektih, je pa tudi res to, da je bila takrat družbena klima precej sproščena, ne, napram seksualnosti. Tudi midve so se počutile tako, ja, precej osvobojene, pa tudi, kot pravim, klima je bila tudi taka, zelo odprta, zelo družabna, tudi živa je bila takrat umetnost, zlasti v Galeriji Kapelca, ne. Takrat se tam nekako ustvarjali ti projekti, ki so temeljili na body art produkciji, potem v Cankarjevem domu Lepota ekstrema, tako da vas nekako res hitro švignili pa nekako v to samo umetniško sceno in potem začeli nadgrajevati svoje projekte, pridobivali tudi malo več finančnih sredstev, ne. Zato recimo je Zajtrk na travi narejen taki bolj trash estetiki, kič estetiki, ki se vidi, da ni bilo toliko finančnih sredstev, ne. Medtem ko nadaljnje razstave so imeli že večje finančne vložke, vsebina pa je nekako ostajala pač podobna, ki nas spremlja tudi še pač danes. Skratka, rušenje nekih teh družbenih tabujev in pa norm, ne. Ker midve tudi nekako razumemo umetnost na ta način, da umetnost je tista, ne, ki širi bregove, ne. Zato bi jaz tudi mladim študentom priporočila, da najprej osvobajajo sebe, da so v svojem delu iskreni in pa seveda pogumni, ne. Na ta način bojo osvobajali potem in širili tudi dobre vibracije, osvobajajoče tudi nekako do drugih, a ne. Zdaj, ko sem pokrila recimo to področje golote, je pa sledilo nekako področje oblačenja, ker je nekako tudi logično, recimo neka logična sosledje ali pa posledica, a ne. Najprej se nekako slečeš, da se osvobodiš, potem se pa začneš spet oblačiti, oziroma sem začela nekako oblačiti druge, to pa zlasti v gledališki ali pa v filmski produkciji, a ne. Zdaj, potem, malo kasneje, sem začela razvijati tudi svoje lastne projekte, tako da mi je bilo ful zanimivo tudi to, da sem lahko dejavna na večjih področjih, kot samostojna ustvarjalka, kot ustvarjalka v tandemu Eklips in pa kot soustvarjalka v gledaliških produkcijah. To pa omenjam zato, ker so pristopi izjemno različni. Recimo, kadar nastopam sama ali pa pripravljam razstave, performance, kostumografske projekte, nekako sem avtorica ideje in celotne izvedbe in potem seveda tudi postprodukcija, ne. Kadar ustvarjam v tandemu Eklips, so tukaj ideje, ki jih nekako Samiro Kentrić skupaj pregneteva, potem seveda oblikujeva dokončne razstave ali pa performansa. Kadar pa ustvarjam v gledališču, soustvarjam v gledališču ali pa recimo na filmu, pa kakšni operni produkcije, je pa tole nekako timsko delo, ne. Takrat pa moram jaz
režiserja prepričati nekako v svojo idejo, da nekako on kupi to idejo in da jo tudi seveda na podlagi feedbacka njega ali pa tudi recimo soigralcev nekako razvijamo, ne. Tako da to so dejansko 3 različna področja ustvarjanja. No, potem je pa tukaj še 4. področje, to pa je področje dela z mladimi študenti. Tandem Eclipse pa zato, ker nekako naslavlja pač fenomen mrka, ne. To pa tudi pomeni, da je ena nekako spredaj ali pa nekako druga nekako v ozadju. Potem naj pa ta medij golote spremlja nekako še danes, ker se nama zdi, da skozi to lahko naslavljava različne vsebine in ponujava pač vedrejšo obliko body arta na ta način, da z minljivo podobe gole privlačnosti kože prikleneva gledalca, ga zapeljeva in je primoran zavzeti do najinih podob nekakšno stališče. Skratka, najine podobe ga ne pustijo ravnodušnega in to se nama zdi tudi ključno nekako pri najinem delu. Ko sem pripravljala razstavo Promenada, za katero sem zasnovala pokrivala, ki so bile narejena iz lubenic, iz lubenične sredice, lubeničnih pešk in pa lubenične skorje, sem oblikovala pokrivala za različne tipe ljudi, za različne identitete, družbene vloge in pa seveda spole, a ne. Zdaj pa ta lubenica je pa seveda sadež, ki nosi določeno simboliko. Še posebej prikladna je bila pa v današnjem času tudi ta, da je nekako simbol Palestine, zato sem tudi za razstavo pregledno, ki sem imela v Kopru, iz lubeničnih tekstur oblikovala tudi palestinsko zastavo. Ali pa, ko sem oblikovala spodnjice iz pomarančne kože, a ne, tudi pomarančna koža nosi svojo simboliko neke sočnosti, a ne, hkrati pa opozarja na to, da se naša koža ali pa kože živih bitij nekako starajo in da smo nekako podvrženi procesu staranja in pač nekako uničenja. Ko grejo ljudje na razstavo, da jim ostane neko, pa ne samo tako vizualni vtis, ampak da jih vsebina nekako prisili k razmišljanju, oziroma ali pa da jim morda tudi razširi obzorja, lahko nama je pa tudi nekako zanimivo tudi to, da se ob tem počutijo mogoče ogorčene, da se zgražajo. Skratka, vsakršni odzivi so nama vsekakor dragoceni. Na začetku naj je presenetil ta dober odziv publike, pa tudi ta res dober in precejšen odziv medijev. Hkrati sva pa pri projektu V čustvih se zlomimo bile deležni kar nekaj negativnih odzivov strani Rimokatoliške cerkve, ker naj jo je prijavila, ker je bila fotografija podobe Marije Zavetnice iz performansa V čustvih se zlomimo objavljena v časopisu Delo. In na podlagi te fotografije sva prejeli ovadbo in se seveda sklicevali na umetniško svobodo in seveda se je izkazalo tako, da se je stvar nekako zaključila nama v prid. Korzet, projekt in pas iz strojene človeške kože se je pa začel kot magistrska naloga na AGRFT leta 2009. Ideja se je porodila pa na tak način, da sem si ogledala severnoameriško oddajo o estetski kirurgiji, v kateri so nastopali izjemno ekstremno debeli ljudje, ki so se najprej strogo dieto in pa veščo vadbo iznebili odveč kilogramov, potem so se pa podvrgli estetski kirurgiji. No, in moja ideja je bila ta, da bi za darovalko in darovalca, ki sta na čakalni listi abdominoplastike. Abdominoplastika, to je pa operativni poseg nekako trebuha, za darovalko naredila korzet, za darovalca pa pas. Zdaj, v ta projekt so bile vključene številne inštitucije v državi. AGRFT, Center za transplantacijo organov in tkiv, Moderna galerija, Mestni muzej, no in pa še klinični center.
kljub privolilnemu mnenju vseh 5 pomembnih državnih inštitucij, mi, Etična komisija Republike Slovenije, ni odobrila, da bi lahko izdelala iz odvečne človeške neuporabne kože korzet in pas. To mnenje me je seveda sprva užalostilo, ker sem poznala, da posameznik ni v bistvu lastnik svojega telesa, ampak me je to mnenje izjemno užalostilo. Potem sem pa razvila projekt Krinolina, za katerega sem darovala 1,5 deci svoje lastne krvi na ta način, da sem oblikovala transparentno krinolino, ki je pritekala kri nekako iz mojih ven v to krinolino in to krinolino se je nekako zlagoma napolnila, ne. Tako da sem dejansko lahko ustvarila potem nekaj iz svoje lastne substance, kjer me seveda ni ovirala Etična komisija Republike Slovenije. S tandemom Eclipse sva tudi dostikrat v 90. letih zahajala v Galerijo Kapelica. To je bil res nekako takrat hram body arta. Tam so se seznanjali z radikalnimi performansi Ive Tabarja, na Lepoti ekstremov sva si ogledali performansa radikalnega body artista Rona Etija ali pa recimo tudi Marine Abramovič, a ne. Tako da je bilo to neko naše umetniško polje, na katerem sva se midve nekako tudi izobraževali, in to polje je bilo res nekako dosta aktivno, a ne, na področju teh stvari. Čeprav v Sloveniji pa vseeno je bilo nekako malo body artistov, morda bi lahko omenjala še Trajka Bizjaka, kot rečeno že Iveta Tabarja, morda tudi Petra Mlakarja, tako da to je bilo eno tako območje, sicer malo ožje, ampak se je vseeno kar ukvarjalo z body artom. Potem se mi zdi, po letu 2010 se je pa ta tok nekako spremenil, a ne, in je morda majčkeno redkejši. V bližnji ali pa daljni prihodnosti načrtujeva retrospektivno razstavo. Tako da to je eden od načrtov s tandemom Eclipse. Sama bom pa tudi pripravila na razstavo v roku 5 let, tako da tudi že majčkeno pripravljam materiale, vizualne reference, tudi zbiram že material, s katerim bom nekako ustvarjala. Tako da to, na faksu bom poskušala napredovati po karierni lestvici, pa ustvarjati take dobre projekte s študenti. Zdaj je problem v tem, da je družba precej drugačna, morda precej bolj zaprta, tudi do seksualnosti, mogoče tudi do body arta. Te stvari so nekako zdaj morda malo bolj v ozadju, je v ospredju bolj tehnologija, nekako umetna inteligenca. Mladim bi vseeno svetovala, naj ostanejo radikalni, naj ostanejo pogumni in naj vztrajajo pri svojih idejah, naj jih kar lepo realizirajo, ne glede, kaj si o tem mislijo profesorji, naj kar grejo recimo po svoji lastni poti, poiščejo ustrezne, ne vem, sogovornike, kustose, starejše umetnike, ki jih lahko oplementijo s kakšnimi dobrimi, modrimi nasveti. Tako da jaz bi rekla, kar pogumno naprej in kar dobro odreti pol poti, še pol nekako tudi za nas, ne, da nas tudi vi s svojimi projekti nekako oplemenitite. Tako da jaz bi kar tako forca, ja, to je treba naprej iti.